Župan občine Cerklje na Gorenjskem Fran Čebulj je danes na delovnem obisku gostil ministra za okolje in prostor magistra Andreja Vizjaka. Minister si je ogledal gradnjo sodobnega objekta za pripravo pitne vode z ultrafiltracijo, ki nastaja v sklopu kohezijskega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save, prvi sklop. Danes je lep dan in je tudi spodbudno in optimistično vzdušje. Namreč ogledali smo si ta projekt, ki pravzaprav nastaja oziroma ki se odvija že vrsto let. Je pa bil seveda tudi delno odobren sedaj z podpisom oziroma z izdajo sklepa o sofinanciranju strani še preostalih kohezijskih sredstev prejšnje finančne perspektive. Gre za pomemben projekt vodooskrbe širšega dela prebivalstva te regije, ki bo s tem projektom seveda tudi bistveno izboljšana ekonomika, tako pri samem črpanju kot distribuciji vode, namreč 50% izgub, ki jih obstoječi vodovod ima, je seveda velik napor ne samo za energijo in za seveda cel sistem, temveč in za vzdrževanje tega sistema, temveč tudi za te, ki plačujejo to vodo, kajti stroški so zaradi tega višji in posledično so tudi računi pri ljudeh višji, ker namreč po elaboratih, kjer se plačuje voda, je potrebno vse plačati. Tako da v ta namen je seveda več kot dobrodošel projekt hidravličnih izboljšav tega sistema. Gre torej za res velik projekt, približno 15 milijonov z davkom, kot seveda od leta 2009 naprej. In seveda je to več kot dovolj razlogov, zakaj sem tu danes. Na današnji priložnostni novinarski konferenci je Fran Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem, nosilne občine projekta, izpostavil naslednje. Tako kot je že minister omenil, da vedno so kakšne težave in tudi v sami izvedbi, ker sem tudi gospodu ministru omenil, ko smo se peljala proti spodnji postaji Žičance oziroma do vodnega zajetja. Na tem delu imamo kar mnogo zemljiških težav, ker ne nazadnje je to cesta v časih v upravljanju države in tudi v lasti, kar smo potem zaprosili glede na to, da je bila dokaj zanemarjena, da jo prenesijo v last občini in so jo res. Toda cesta kot sama pa poteka v večji meri po privatnih zemljiščih. In glede na traso, ki je v lasti občine, poteka po robovih, ko se peljete proti spodnji postaji Žičance in ne nazadnje zavedajoč, da slej ali prej je potrebno to zemljišče pridobiti, odkupiti in to, da je tudi v bistvu počenjamo, seveda vključno z še eno gospo iz občinske uprave. Ravno tako se je zgodilo, kot sem omenil, vodohram. V 2 dneh je bo potrebno najti novo rešitev, glede na to, da sem se bal, da ne bi s projektom izvajalec prekinil, ker je tukaj še tudi eno veliko vprašanje, se mi pri meni osebno pojavilo. Prekiniti projekt pomeni z prihodom nazaj na gradbišče lahko višanje cen. Vemo, da dela cene naglo rastejo. Za primer, če vam povem, da o podpisu pogodbe za cevi, katere jih vidite tukaj okrog naložene, je bila cena 37 evrov na tekoči meter, danes je 72, kar pomeni, če zračunamo 10,2 milijona evrov na 25 km za ultrafiltracijo vodohrama, pomeni to nekaj manj kot 500 evrov na tekoči meter gradijo. In da je tukaj verjetno bodo, kar so že tudi bili, razni dopisi za podražitev, to bomo po vsej verjetnosti tudi Ministrstvu za okolje predstavili, seveda ministru, če bo do tega prišlo. V sklop tega pa vsa ta zemljišča, ki prihaja do spremembe, bomo mogli še vložiti ponovno za obnovitev novega gradbenega dovoljenja, ker smo tudi z Ministrstvom za okolje odgovornim za izdajo gradbenih dovoljenj, tudi že v pogovorih in seveda naj še to omenim, ker nisem prej omenil, mi projekt gradimo rdeča rumena knjiga, kar pomeni, da se sproti projektira in sproti gradimo, ker je tukaj prednost, tudi potem, da bomo imeli točno izdelano traso izgradnje Krvoškega vodovoda, pa to ni samo ta problem, smo imeli še tudi problem na Vodiškem, na Komenskem, prišlo je v teh letih do določenih premikov javnega dobra in tako dalje, ker bomo imeli v celoti pravilno traso predlagano za izdajo novega gradbenega dovoljenja. In jaz upam, da bo to nekje v sklopu
zaključka izgradnje in tudi z pridobitvijo novega gradbenega dovoljenja, kar bo bistveno lažje potem tudi pri dobivanju uporabnega dovoljenja. Z naložbo bodo zagotovili dolgoročno zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno vodo za skoraj 30.000 prebivalcev na območju občine Cerklje na Gorenjskem, dela mestne občine Kranj, dela občine Šenčur ter občin Komenda in Vodice. Naložbo vredno nekaj manj kot 12 milijonov evrov, poleg občin sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Če si pogledate vse pogodbe, osnovno pogodbo iz 2009 in potem dva aneksa, nikjer ne piše v pogodbi, da moramo imeti pogodbo podpisano z Ministrstvom za okolje o sofinanciranju. Žal, 3 občine so neplačnice, mestna občina Kranj je reden plačnik. Ob tem naj dodam, da ima mestna občina mnogo pravnikov, predvsem pa dobrega financerja, in če bi bilo karkoli nejasno, bi bili oni prvi, ki ne bi plačevali. Potem si pa lahko po svoje predstavljate vso zgodbo. Seveda, naj pa povem, da smo šli v izvršbe, ker tukaj gre lahko za vprašanje poraba sredstev za druge namene. In jaz sem za to odgovoren in z tega razloga smo šli tudi v izvršbe in tu bomo tudi nadaljevali, dokaj časa ne bodo redno plačevali. Vsekakor mi je pa minister obljubil in tudi gospa Mrzidovškova, da naj bi nekje v mesecu juliju dobili tudi pogodbo o sofinanciranju. Upam, da imajo denar prihranjen, čeprav moram reči, da mi je gospod minister malo opozoril, ker vem, da ima občina Komendo težave, da ne delamo malo bolj z občutkom. Naj tudi to povem, da sem naredil sestanke z vsakim posameznikom od teh 3, ki niso plačniki. Da je Šenčur obljubil, potem je besedo prelomil. Glejte, vsak po svoje se trudi, mi gremo naprej in bomo tudi ta projekt dokončali in sem prepričan, da drug let, da bomo spet kot prijatelji, smo bili.